Sem Blaž iz skupine Zvita Feltna, vi pa poslušate Radio Prlek. Prišel je čas za zabavo, nemirno in pravo. Jaz sem čakal na tvoj ples, zaljubljen bil sem do ušes. Če je zabava ta prava, bo tvoja nora postava v meni zbujala strasti in vrtela mi oči. A preden jutro se podam, še nekaj tebi jaz priznam. Saj veš, ljubiti te ne smem, zato zdaj grem. O moja mala, zakaj si me zmešala? Na vročem plesu sred noči, saj veš, domov se mi mudi. O moja mala, zakaj mi nisi dala vročega poljuba, preden je odbila ura. Ni me hotela spustiti, hotela me je osvojiti, da še malo bil bi z njo, gledal zvezde v nebo. Rekla mi je, naj ostanem, naj še enkrat jo objamem. A kot zabava se začne, za naju se končala je. A preden jutro se podam, še nekaj tebi jaz priznam. Saj veš, ljubiti te ne smem, zato zdaj grem. O moja mala, zakaj si me zmešala? Na vročem plesu sred noči, saj veš, domov se mi mudi. O moja mala, zakaj mi nisi dala vročega poljuba, preden je odbila ura. O moja mala, zakaj si me zmešala? Na vročem plesu sred noči, saj veš, domov se mi mudi. O moja mala, zakaj mi nisi dala vročega poljuba, poljuba, preden je odbila ura. Čas za zabavo je bila slišana skladba Zvite Feltne, Blaž pa je z mano v programu Radia Prlek. Lepo zdrav. Lepo zdrav tudi vam in vsem poslušalcem. Sem vesel, da sem prišel, zdaj smo ugotovili, da sem drugič pri vas in rad pridem v te konce. Blaž, v katero leto so se vrnila s to skladbo? Čas za zabavo je pa zdaj že kar stara, mislim, da je ta bila, po moje se bom, se ne bom zlagal, ker imam tukaj pomoč. 2013 se je bil v Ganu, ampak sem mogel prav malo pomisliti, 6 let je že nazaj. To je bila ena izmed naših prvih takih pop zabavnih skladb. Takrat smo se nekako še prebijali in smo iskali te poti, oziroma smo tudi iskali stil, kaj nam sploh paše, ki smo ga zdaj nekako dobili. Takrat ste še orali med zabavno in narodno zabavno. Ja, tako je. Takrat smo bili v bistvu bolj narodnjaki, zdaj pa smo v bistvu čisti zabavnjaki, čeprav moram povedati, da tudi narodne glasbe nismo prav opustili in jo imamo še vedno radi, ampak nekako smo se bolj našli v tej pop smeri. Kako to? Ne vem, verjetno zaradi tega, ker smo poskusili eno in drugo in smo ugotovili, da enostavno nam pop glasba bolj leži. Tako vokalno, kot tudi za izvajati v živo. Tudi morate vedeti, da Primorci smo bili vedno malo bolj nagnjeni, k roku, naprimer. In narodno zabavna glasba na Primorskem ni bila nikoli prav doma. Tako da mogoče izhaja tudi malo z tega.
So vam bili potem v začetku vzor primorski fantje, ki so bili, mislim, da takrat edino narodno zabavna prava zasedba. Ja, primorski fantje so bili sigurno taki, ki so orali ledino na Primorskem in so še zdaj oni taka zasedba, ki si zasluži spoštovanje, predvsem v teh narodno-zabavnih vodah pri nas. Ste šli po njihovi poti takrat, mislim, melodike? V melodiki niti ne, mi smo se takrat bolj držali tistih, ki so bili v tistem času najbolj popularni, ne vem, Gadi, Modrijani, ti so bili najbolj vzorniki, no. Primorski fantje so imeli tisti tipičen primorski zven, ne, ki pa ga potem mi nekako nismo prevzeli. Vi ste šli bolj na power. Ja, dajmo reči, bolj na power, točno tako. Druga, ki jo bo vas pustila, bo Na ves glas. Ja, evo, ta je pa že čisto pop skladba. Takrat je bila ta v bistvu naša prva skladba, ki se je zelo veliko predvajala po radijih, po vsej Sloveniji. Kljub temu, da nismo naredili neke velike promocije za ta komad, to je eden redkih komadov, ki nima video spota, ampak je zelo poslušljiva, zelo radijsko prijetna, bomo temu rekli. Večer se že prične in zabava bliža se. Tu s prijatelji pozabimo na slabe vse stvari, ker nihče ne bo doma, tisti, ki ga žurat zna. Vsaj v življenju si je treba vzeti čas, naj se sliši na ves glas. Takrat se ustavi čas, a ustavi se samo za nas. Ta noč spet prekratka bo, zato ga žuramo, ker sonce je zašlo. Stavi nas vihar, če smo skupaj ni nam mar, saj vsak korak je soncem obsijan. Ne zakrivaj si oči, pridi z nami tudi ti, saj v življenju mnogo lepih je stvari. Zato ne skrivaj se v tebi. Takrat se ustavi čas, a ustavi se samo za nas. Ta noč spet prekratka bo, zato ga žuramo, ker sonce je zašlo. Ta noč spet prekratka bo, zato ga žuramo, ker sonce je zašlo. Na ves glas in Zvita Feltna. Blaž, ko sedaj vas spremljam, vidim, da veliko prevozite v zadnjem času. Ja, res je.
kilometri se kar nabirajo in se števajo, če ne med vikendom, pa med tednom, ne, se pripeljemo tudi kaj na Štajersko. Tako da, ja, je kar pestro. No. Zdaj vikendi so itak na polno zasedeni, igramo praktično vsak vikend po dvakrat, na kar smo zelo ponosni in smo zelo veseli, da nas ima publika tako rada in da nas organizatorji radi najamejo. Ob vsem tem tempu dobro, da nimate zvite feltne. Ja, res, če bi imeli še zvito feltno, pol pa res ne vem, kako bi šlo. Pa je bilo kdaj kakšno? Na srečo še ne. Čeprav imamo tako ime, so vsi najprej pomislijo, da je verjetno nastala s kakšne nesreče, ampak moram tle potrkati evo na mizo, da zvite feltne še ni bilo. Vozite pa same? Vozimo pa sami, ja, in ponovadi gremo kar vsak s svojim avtom celo. A ja? Ma ja, ker pri nas je tako, da se težko dogovarjamo. Eden bi šel takrat, polen bi šel malo kasneje, polen bi šel še do une punce, polen ne bi šel še domov, ne. In potem je to vedno tako, da na koncu gremo na nastop s 4-5 avti, ne. Temu bi rekli, da niste najbolj ekološko ozaveščena zasedba, ne? Sigurno in tudi ne najbolj logistično organizirani, ampak ok, zaenkrat funkcionira. Glavno je, da ste potem pravočasno vsi 4 na odru. Je to pa smo, evo, to pa mislim, da še nismo zamudili. Zanimivo. Ja. Ob vsej logistiki. Kot smo rekla prej, spoznali smo vas z narodno-zabavno glasbo, lahko pričakujemo še kaj narodno-zabavnih ritmov z vaše strani? Sigurno lahko pričakujete. Jaz moram reči, da je en narodno-zabavni projekt že v nastajanju, oziroma ne bom rekel niti v nastajanju, je že nastal. In tudi videospot je že posnet zanj in ta projekt bo išel ven nekje po zimi. Ne bom izdal ali bo to valček ali bo polka, ampak bom pa izdal sigurno to, da gre za en komad zelo veliko sporočilnostjo in da bo nekaj, kar od nas v bistvu zdaj v tem trenutku nihče ne pričakuje. Spoznali smo vas že tudi na naši frekvenci z albumom Na zdravje prijatelji. Takrat ste imeli 10 let, če se ne motim. Tako je, ja, to je bilo leta 2016, smo izdali ta album, za 10 let 10 skladb. Naslovna je bila ta Na zdravje prijatelji, ki mislim, da je bila z tistega albuma tudi najbolj razpoznavna in najbolj udarna. Ta komad še zdaj, kljub temu, da je šlo že par let mimo, ga obiskovalci naših veselic in žurov zelo radi slišijo, večkrat dobimo tudi glasbeno željo za ta komad. Tako da tisti prvi CD je bil sigurno neka odskočna deska, nek preskok, da se je potem vse to začelo odvijati, kar se zdaj dogaja. Sedaj pa že korakate proti 15. obletnici. Ja, res je. Torej, 2021 bo kmalu tukaj in se že zdaj malo pripravljeno, kaj bomo za 15 let naredili. Sigurno, do takrat smo rekli, en cilj je, pač prvi cilj je, da mora priti ven druga plošča, ne. To je sigurno, zdaj kdaj bo to, ali bo že prihodnje leto, ali bo šele leta 2021, pa se pustimo malo preseneti. Glede na število singlov, ki jih imate v zadnjem času, bo album hitro, oziroma tako rekoč je že sestavljen. Je že skoraj sestavljen, ja, manjka še par komadov, ampak vseeno bi radi, da bi dali na album kakšen komad, ki ni bil še slišan. Katrina bo 3. Ja. Zgodba o fantu ali dekletu? Katrina je zgodba o fantu in dekletu in ni zgodba o orkanu. Namreč, ko smo izdali ta komad, nas je veliko spraševalo, ja, Katrina, to je sigurno po orkanu. Mi pa niti pomislili nismo na to. Tako da, ja, to je ena taka spet ljubezenska zgodba z nesrečnim koncem, ko je fant snubil dekle, ampak se mu ta ni odzvala, nekako ni prišla na zmenek. Tako da, ta komad je tudi tak super zabaven komad, sicer je celoten zven, celoten aranžma komada ni tako modern, je bolj spominja na tiste malo starejše slovenske pop skladbe, ampak gre za zelo plesno pesem in vem, da na vsaki veselici, kadar jo zaigramo, tudi če jo ljudje ne toliko poznajo, je ta skladba privabi ljudi na plesišče. No. Da ni to kakšna tvoja skrita ljubezen? Ne, ni. Priznam, da ni, sigurno. To sedaj pred etrom priznaš? Ja. Ne, žal, ne žal, nesrečo ni, no, hvala Bogu. Da te ne bi potem katera tam po Primorski preganjala? Ja. Ali pa mogoče po Štajerskem? Ali pa po Štajerskem, ja, si ne moreš vedeti. Čakam te na ulici, sam ne vem, če boš prišla, morda že iščeš drugega. Srce si mi unela, a tebe ni in ni, še sonce bo ustalo, ker zmedena si ti. Še malo bom počakal na tvoj prelep obraz, na
tvoje dolge noge in navitek pas. Čeprav si me ujela na rdeče ustnice, kar pogumno sama pozvoni mi, dekle. Daj pozvoni mi, Katrina. Želim si, da že danes bi prišla. Ljubezen moja je tako mabljiva, odpri mi vrata svojega srca. Daj pozvoni mi, Katrina. Ne laži mi, da časa za me ni. Zavedno mojem srcu boš edina. Poišči me, ljubezen naj gori. Čez poljane, čez gori, želja moja je odšla, name si pozabila. Zakaj si govorila, da pravi sem za ti? Ukradla si mi solze, prevarala si me. Še malo bom počakal na tvoj prelep obraz, na tvoje dolge noge in navitek pas. Čeprav si me ujela na rdeče ustnice, kar pogumno sama pozvoni mi, dekle. Daj pozvoni mi, Katrina. Želim si, da že danes bi prišla. Ljubezen moja je tako mabljiva, odpri mi vrata svojega srca. Daj pozvoni mi, Katrina. Ne laži mi, da časa za me ni. Zavedno mojem srcu boš edina. Poišči me, ljubezen naj gori. Zavedno mojem srcu boš edina. Poišči me, ljubezen naj gori. Sem Blaž iz skupine Zvita Feltna in vi poslušate Radio Prlek. En super plan, odklopil bom probleme. Nocoj imam plan k morju dol zavit. Čez črni kav me cesta k morju žene. Čaka me klapa, da gremo spit. Kmalu bo že polnoč, pojemo na vso moč. Tole bo dolga noč, prijatelji moji, 12 je že proč. V dobrem starem Piranu, v dobrem starem Piranu, si bom dušo nahranil. V dobrem starem Piranu. O, klapa moja, zdaj pa je meni že zmanjkalo šoldov. Bomo še kakšen drugi kaj plačati. Lahko! Jaz imam plan, da plačo bom odpeljal Piran in Giro na Jugofin. Dareva se od pufov kaj spočije, zvečer pa s klapo naredit kažin. Kmalu bo že polnoč, pojemo na vso moč. Tole bo dolga noč, prijatelji moji, 12 je že proč. V dobrem starem Piranu, v dobrem starem Piranu, si bom dušo nahranil. V dobrem starem Piranu. Starem Piranu, v dobrem starem Piranu, si bom dušo nahranil. V dobrem starem Piranu, v dobrem starem Piranu, v dobrem
Piranu, sivo dušo nahranil v dobrem starem Piranu. V dobrem starem Piranu, v pop različici zasedbe Zvita Feltna, Blaž je z mano v studiu Radia Prlek. Slišano skladbo smo lahko dobili tudi v narodno-zabavni verziji. Ja, zdaj težko je reči prav narodno-zabavna, ampak ja, smo imeli dve verzije, ena je bila pop. V bistvu glavna razlika je samo to, da v eni je bila harmonika in v drugi ni bila. Ne? Ker mi smo v to skladbo sigurno paše harmonika, ne? To mi ne bo noben očital, da ne. Ampak enostavno so nekateri tako radijski uredniki, kot tudi nekateri poslušalci želeli imeti tudi to skladbo v bolj pop verziji brez harmonike, ne? Ker se mi zdi, da je bilo eno obdobje na tej slovenski sceni, da so vse označevali, kar je harmonika, narodno zabavno, kamor ni harmonike, pa ni, ne? Je pa pop. Ja. Zdaj pa vemo, da se je to malo skristaliziralo in smo ugotovili, da harmonika paše v pop, sigurno, ne? Ker vsi ti novejši hiti imajo harmoniko noter, no in to je ta bistvena razlika med tema verzijama. Ste to skladbo zaigrali na primorske note, pa na primorsko dušo? Smo, sigurno, in na to skladbo smo zelo ponosni, ker to je komad, ki ga res poznajo po celi Sloveniji. Letos smo imeli tudi srečo, da smo igrali na veselici v Piranu in moram reči, da tam smo ta komad zaigrali, ne vem, 3-krat v večeru in je bilo vzdušje res tako, se videl, da so ljudje prišli prav zaradi tega, da slišijo ta komad, ne. In je res taka skladba, ki mislim, da bo ostala. Tudi videospot je za njo? Ja, tudi videospot smo posneli, kje drugje kot v Piranu, ne. Čudno bi bilo. Ja, čudno bi bilo, da bi kje drugje. Z tega videospota so tudi različne anekdote. Del videospota je namreč posnet tudi v enem kulturnem parku, ki je seveda zaščiten, ne, ampak mi tega niti sami nismo vedeli, da se nahajamo v tem parku in smo mi v tem videospotu tudi malo zakurili, malo smo se vozili z motorji tam po tem parku in potem smo dobili, čez 14 dni, ko je spot že prišel ven, smo dobili na e-mail, kaj vse smo kršili, ne, in kakšna globa nas čaka. Hvala Bogu, pa potem je bila ta gospa, ki je odgovorna za to, toliko milostljiva do nas, da nam je nekako vse te stvari opravičila, ker mi enostavno res za to nismo vedeli. No. Blaž, kot sem dejal prej, začeli ste z narodno-zabavno glasbo, danes ste v pop ritmih in to dejansko zelo popularnih ritmih. Ja, jaz bom rekel, da mi smo začeli nekako orati ledino v Sloveniji s tem reggaetonom. Ne? In smo en prvih bendov slovenskih, ki je začel delati take komade. Se mi zdi, da prej so to delali sam Balkanci, potem pa smo mi si eni izmed prvih upali narediti reggaeton komad s slovenskim besedilom. Ne? Ker tudi ti prvi komadi reggaeton, kot so, ne vem, Edina, velika uspešnica naša, je bila najprej napisana v srbskem jeziku. Ne? Ampak mi smo rekli, da mi v srbščini zagotovo ne bomo peli, da bomo ohranili slovenski jezik, slovensko glasbo in da bomo poskušali na ta način. No? In Slovenija je to super sprejela. To se vidi, ne nazadnje danes po YouTubeu in po poslušanju oziroma vrtenjih. Ja, Edina ima, mislim, da že krepko preko 2 milijona ogledov in je res komad, ki ga poznajo povsod Sloveniji, kamorkoli pridemo. Če slučajno ne poznajo nobenega našega komada, zaigramo Edino in vsi vejo, kdo smo. Ne? Naslednjo pa bodo spoznali kaj kmalu, kaj ti nosi naslov Grom naj trese. Ta je pa zdaj malo provokacija za Štajerce, ne? Ja, glej. Ja, kaj ti ponovno ste postali prvoligaš. Tako, ja. Grom naj trese je pa himna, ki je bila napisana prav v ta namen za naš nogometni klub Tabor iz Sežane, kjer smo tudi mi doma. Mi namreč s tem klubom sodelujemo že zadnje 3 leta, odkar je v bistvu klub začel rasti. Rasli smo z njim tudi mi, seveda. In nekako smo skupaj prepeljali ta klub iz 3. lige v prvo. No. Zdaj upam, da se bo v prvi ligi tudi obdržal, tako da, ne vem, vzdušje v klubu je zelo optimistično, himna se jim zelo dopade, vsi v Sežani jo radi prepevajo, tako da jaz upam, da se bo slišalo tudi na kakšnem derbiju na Štajerskem. Ampak v Mariboru verjetno ne, ali pa v Kidričevem. Ja, ne vem, mogoče jo bojo pa predvajali. Tabor, Tabor, la, 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 la. V Sežani so junaki, to naši kraški sorojaki, dihamo za rdeče črne, smo strah trepet za vse. V naši prsi bije zlata, vsi smo
naš nasprotnik, nima šanse, držimo za rdeče črne, smo strah trepet za vse. Zdaj zabijajte za nas. Grom naj trese, burja brije, naj se vrag pred nami skrije. To je tabor, to so naši, navijamo za vas, navijamo za vas. Grom naj trese, burja brije, to se žana dol zabije. To je tabor, to so naši, navijamo za vas, navijamo za vas. Dajmo skupaj vsi v en glas, tabor, tabor, naj zasliši se čez kras, tabor, tabor. Dajmo skupaj vsi v en glas, tabor, tabor, naj zasliši se čez kras, tabor, tabor. Grom naj trese, burja brije, naj se vrag pred nami skrije. To je tabor, to so naši, navijamo za vas, navijamo za vas. Grom naj trese, burja brije, to se žana dol zabije. To je tabor, to so naši, navijamo za vas, navijamo za vas. Gromna tresen je himna nogometnega kluba Tabor iz Sežane, skupine Zvita Feltna. Sami igrate nogomet? V bistvu sva bila dva člana bivša nogometaša prav kluba Tabor iz Sežane. En je pa igral za nogometni klub Gorica, ki je izpadel v kvalifikacijah proti Sežani. Ja. Tako da smo imeli kar eno zanimivo zgodbo, malo je bilo tudi tega, ne bom rekel prepiranja, ampak malo zbadanja znotraj benda, ampak na koncu smo zmagali mi Krašovci. Vi ste klub, ki je Gorico potisnil v drugo ligo in mislim, da je bil to klub, ki še ni izpadel v drugo ligo nikoli v času Slovenije. Ne? Tako je, Gorica je prvič v zgodovini izpadla in mi smo krivi za to. Ne? In zdaj najbolj ironija je tudi v tem, da Sežanci smo 15 let hodili gledati tekme v Gorico. Ne? Pač, vsi smo navijači bili Gorice, ker enostavno Sežana ni bila v prvi ligi, zdaj se je pa ta stvar obrnila. Ne? Tako da nam je po eni strani zelo žal za Gorico, ampak kaj ćmo, tako se zgodi. Me zanima, če ste dovolj pogumni, da izigrate to himno na kaki veselici sredi Nove Gorice. Sredi Nove Gorice pa sigurno ne, ker po moje bi dobili kaj v glavo. Tako hudo nasprotje je tam, oziroma nasprotovanje? Je rivalstvo. Zdaj, še ena zanimiva stvar je, da goriška publika je za nas zelo naklonjena, ne? Da Goričani nas imajo res zelo radi in mi smo tudi nekaterim nogometašem že igrali na raznih praznovanjih. Tudi, ne vem, naprimer Timu Matavžu, to so vsi bivši Goričani. Ampak zanimivo je, da oni prihajajo na naše nastope, ravno zdaj v soboto smo imeli nastop na Goriškem in je bila skoraj cela ekipa zbrana, ne, tam, na tem žuru, ampak potem med pauzo pridijo do nas in rečejo, aha, zdaj se pa prodali v Sežano, ne, sem rekel, jaz sem rekel, mi se nismo prodali, sem pač iz Sežane smo doma, ne. Blaž, morda na tem mestu še predstaviš vse člane vaše enajsterice, ki sicer ni enajsterica, ampak četverica. Naše četvorke, ja, ki je spet tako sestavljena, da zgleda kot en derbi, torej dva sva iz Sežane, dva sta pa z Goriškega konca, eden prav iz Nove Gorice, torej to je Bobnar Matic, ki je prišel kot zadnji v bend leta 2015, on je prav iz Nove Gorice, potem imamo kitarista Teo Čebron, ki je tudi iz okolice Nove Gorice, basist Žan Janežič je iz Šmarij pri Sežani, jaz sem pa doma iz Dutovelj, torej Blaž Gec, tudi v okolici Sežane, tako da smo nekako sežansko-goriška naveza. Različni inštrumenti, na vokalu pa vsi? Na vokalu vsi, ja, jaz sicer kot glavni vokalist, čeprav se tudi, ko igramo v živo, se tudi na glavnem vokalu malo izmenjujemo, če ne pa vsi pojemo, ja, in smo v bistvu vsi tudi multiinstrumentalisti. Naslednja bo povezana z mafijsko zgodbo, Edina. Ja. Edina je bil naš velik preboj na slovensko glasbeno sceno. Pač nikoli človek ne ve, kateri komad bo ljudem najbolj všeč in kateri bo res hit. Ne? In ko se zgodi tak hit, se začne dogajati polno enih stvari okrog tebe, kar naenkrat te vsi poznajo, kar naenkrat vsi prepevajo tvoje komade, kar naenkrat kamor prideš je polno ljudi in to se je nam zgodilo in sem zelo vesel in ponosen na to, da se nam je, ker vem, da enim bendom se to nikoli ne zgodi. Ne? Tako da jaz upam, da bomo še kdaj imeli tak hit. No. Ti si edina in blizu ni nobena, če spet rodil bi se, bila bi moja žena. Ti si edina,
ustvarjena za mene. Brez aspirina mi glavo bolj odženeš. Ti si edina in blizu ni nobena. Če spet rodil bi se, bila bi moja žena. Ti si edina, ustvarjena za mene. Brez aspirina mi glavo bolj odženeš. Pogledam jo in čudim se, Bog si je res čas vzel, ker gledam jo 2 uri že, a dela se, kao ne ve. Pogledam jo, zdaj že ve, ta nasmešek zame je nagajiv in nalezljiv. Počutim se, kot da bi pil. Ti si edina in blizu ni nobena. Če spet rodil bi se, bila bi moja žena. Ti si edina, ustvarjena za mene. Brez aspirina mi glavo bolj odženeš. Svita Feltna. Gledam jo in čudim se, druge so le kopije. Njen okus vabi me, diši kot med in jagode. Pogledam jo, vem, da ve, slišim njeno dihanje. Njen nasmeh pa je kriv, počutim se, kot da bi pil. Ti si edina in blizu ni nobena. Če spet rodil bi se, bila bi moja žena. Ti si edina, ustvarjena za mene. Brez aspirina mi glavo bolj odženeš. Svita Feltna. Če spet rodil bi se, bila bi moja žena. Ti si edina, ustvarjena za mene. Brez aspirina mi glavo bolj odženeš. Ti si edina. Edina skupine Zvita Feltna. Pogledal sem na vaš Facebook profil in vidim, da je poletje zelo delovno. Ja, poletje je super, moram reči, da igramo, kot sem že povedal, vsaj 2-krat na teden, torej imamo tudi po 10 nastopov na mesec. Kljub temu pa še vedno tudi ustvarjamo, ne, in delamo nove skladbe. Kot vidite, se pripeljemo tudi kaj hvam, ne, med tednom. Ne samo po telefonu, ne opravijo, ampak tudi prideš kaj v živo. Seveda, da se kaj vidimo in kaj pomenimo. Tako da ja, je pestro, ampak nas itak ta glasba veseli in tega ne smeš nikoli vzeti kot službo, ampak je treba to vzeti kot eno sprostitev in ne vem, naj gre tako naprej. No. Veselice ali poroke? Veselice. Raje? Ja, sigurno. Ampak je pa tudi res, da kakšna poroka na leto prav zapaše. Pač ena specifika je pri porokah, ker ti na porokah nisi tako v vlogi glasbenika, ampak si bolj zabavljač. Moraš biti zraven tudi povezovalec, moraš biti tudi animator in zaradi tega je morda težje igrati poroke. Tako da na veselicah lahko ti zaigraš praktično kar želiš, ne? In ti tega ne more nobeno oporekati, je pa res, da se je vedno treba prilagajati publiki. Što na poroki bi lahko non-stop igrali Edina. Ja, evo, na poroki, ja. In moram reči, da smo že 3-krat igrali poroko, ko je bila Edina tudi izbrana kot prvi ples mladoporočencev in takrat smo bili res ful ponosni na to. Potem tudi na vseh teh nastopih, veselicah vključujete svoje skladbe? Ja, sigurno. Zdaj je postalo nekako tako, da nas že jemljajo predvsem zaradi teh naših skladb. Dobro, ne samo zaradi tega, ampak tudi zaradi tega, ker imamo zelo širok repertoar, ampak so te skladbe nekako tisto glavno, zaradi česar ljudje pridejo na nastope. No. Kar je tudi prav. Ne nazadnje, zato ustvarjate. Tako, točno. Delate sami,
pa tudi zraven imate ekipo, ki stoji za vami. Ja, ekipo, na katero smo zelo ponosni in je zelo močna, verjetno ena izmed najboljših ekip v Sloveniji, bom rekel. To je naš tekstopisec v prvi vrsti Rok Lunaček, ki je postal v teh letih tudi odličen prijatelj in kolega. In on pravi, da je tudi že skoraj del benda. Sem nekje prebral, ja. Ja. 5. član. Tako, 5. član iz ozadja. Stric iz ozadja. Stric iz ozadja, tako. Pač on skrbi za vsa naša besedila, ampak ne samo za to, pomaga nam tudi pri številnih drugih stvareh, od promocije dalje, ker on je v tem glasbenem poslu že toliko let, da enostavno ima vse v malem prstu, no, in nam ta njegova pomoč veliko, veliko pomeni. No, potem je tukaj še producent Blaž Hribar, s katerim tudi sodelujemo že zadnja 3 leta in smo z njim zelo zadovoljni, se da z njim vse dogovoriti. Zdaj sem se tudi jaz malo vrgel v te produkcijske vode in tako da veliko stvari počneva skupaj, tudi ko delamo komade, se jih lotiva skupaj, da vsak nekaj da in potem se naredi ta celota. No, kot avtorji skladb se pa pojavljamo tudi sami, naprimer včasih jaz kaj napišem, v zadnjem času je zelo aktiven Našteo, kitarist, ki piše tudi za druge izvajalce, tako da na tem področju imamo res pokrito. No. Zdaj vsake toliko pa nam kakšen komad napiše tudi naš prijatelj iz Beograda, to je Džomla KS, ki je poskrbel za hit Edina in pa za našega najbolj svežega. O katerem bomo rekla na koncu tega pogovora. Naslednja bo tista, o kateri ste pa pridni fantje in mafici. Lunina belina. Ja, Lunina belina je spet ena zgodba z zelo zanimivim videospotom, da ne bom rekel kar malo tragikomičnem. Tam se jaz namreč upodabljam neko vlogo ribiča, kateremu ne uspe uloviti nobene ribe in gre potem raje v mesnico nabaviti malo mesa in ga odnese na piknik, kjer ga že vsi pričakujejo. To je spet en komad, ki je tipičen reggaeton, kateri je spet pustil en velik pečat na sceni, prišel je po hitu Edina in ko imaš en tak hit, je potem vedno težko dati naslednji komad ven, ne? Ker mora biti ta komad dober, ker če ne boš hitro izgubil tisto, kar si dobil. Ne? Ampak tudi ta komad je požel ogromen uspeh, mislim, da ima tudi ta že čez 1 milijon ogledov in si ga tudi še vedno zelo radi zaželijo na naših veselicah. Prevrtim cel film nazaj, ko se prikradeš iz navade. Čas je, da te najdem zdaj, tam dol ob morju, tam čas stoji, kjer lunina je belina, tam je vedno moj dom. Zame ti si edina, a na te stavil ne bom. Generacija čaka, do jutra pije do dna, se čaša vina pretaka, da luna pade z neba. Kjer lunina je belina, tam je vedno moj dom. Zame ti si edina, a na te stavil ne bom. Generacija čaka, do jutra pije do dna, se čaša vina pretaka, da luna pade z neba. Belina naj je zavila, pod borovci se nasmej, dol ob morju, tam čas stoji, kjer lunina je belina, tam je vedno moj dom. Zame ti si edina, a na te stavil ne bom. Generacija čaka, do jutra pije do dna, se čaša vina pretaka, da luna pade z neba. Kjer lunina je belina, tam je vedno moj dom. Zame ti si edina, a na te stavil ne bom. Generacija čaka, do jutra pije do dna, se čaša vina pretaka, da luna pade z neba. Tam je vedno moj dom,
Zame ti si edina, a na te stavil ne bom. Generacija čaka, do jutra pije do dna, se čaša vina pretaka, da luna pade z neba. Kjer lunina je belina, tam je vedno moj dom. Zame ti si edina, a na te stavil ne bom. Generacija čaka, do jutra pije do dna, se čaša vina pretaka, da luna pade z neba. Zvita Feltna v programu Radia Prlek, Blaž je z mano. Prej si že omenjal videoprodukcijo, dejansko sedaj vsako skladbo pospremite z videospotom, zelo gledljivim videospotom. Ja, videospoti so postali nekaj, kar je pač nepojmljivo, da komad ne bi imel tudi videospota v današnjem času. Čeprav jaz moram povedati, da za nas so snemanja videospota praktično breme, ne? Ker mi smo glasbeniki in bi se najraje ukvarjali samo z glasbo, ne? Ampak potem je tu še snemanje videospota, v katerega je treba vložiti prav toliko truda in denarja in časa kot za nastanek skladbe in na koncu treba imeti skoraj tudi malo igralske žilice, da se potem to vse skupaj da v neko celoto, ki je gledljiva, hkrati poslušljiva in ki ima nek kontekst. In potem, ko se šteješ, imate kar nekaj milijonov ogledov na YouTubu. Ja, če bi se štel vse skupaj, te milijone, verjetno bi jih ratelo 5, 6, 7, kaj takega. In ta številka tudi nekaj pove. No. Se da že s tem kaj zaslužite? V Sloveniji še ne, ampak mi večino videospotov naložimo prek kanala, ki ga ima naš sodelavec Džomla KS, ki je iz Beograda in on pa z tega nekaj denarja potegne, tako da si tudi to malo razdelimo. No. Kot si dejal, videospot danes nujno potreben, je težko biti igralec. Ja, zdaj po tolikih videospotih, mislim, da smo jih posneli že preko 10, je ta igralska vloga postala že taka samoumevna in mislim, da se kamere ne bojimo več. No. Na začetku je pa bilo kar tako malo, ker ne veš, kako se pred kamero obnašati, kako se postaviti, kako bo izgledal, ampak na koncu smo ugotovili, da je najbolj važno, da se čim manj sekiraš in da si tako si v resnici, ne? Ker je itek brez veze nekaj igrati, če potem, ko te bojo ljudje videli v živo, bojo videli, da to nisi bil ti. Ne? Da te ne bomo uzrli na kakih gledaliških deskah v vašem kulturnem društvu. Upam, da ne, res. Kaj veš, kam te zanese? Ja, morda po koncu glasbene kariere. Ali prej. Ja. Blaž, da se ne bo zarekel. Kraljica bo naslednja. Ja, evo, Kraljica je pa komad, ki ni reggaeton, je zelo modern, nekoliko hitrejši in za ta komad smo pa videospot snemali v Grčiji. Namreč igrali smo takrat na maturantskem izletu za slovenske maturante in smo rekli, dajmo mi to priložnost izkoristiti, imeli smo cel teden in dajmo posneči en super videospot. In to nam, mislim, da nam je tudi super uspelo. Smo zelo zadovoljni nad tem projektom. Kraljica je tudi komad, ki se mi zdi, da na naših nastopih zelo zažge, ker je tak energičen, je na power, bomo rekli. In ne vem, tudi za tiste, ki ga mogoče ne poznajo ali pa ne poznajo tako dobro, ko ga zaigramo v živo, se nekaj zgodi. Tega se ne da opisati, ampak je enostavno tako, ne vem, poskočen komad, da ne moreš biti primerno. Ona je kraljica, čista je resnica, da pomeni mi vse. Ona razred zase, punca prve klase, le za njo gori srce. Za njo bi zvezde nabiral, za njo oblake preštel, za njo srce rezerviral, milijon objemov, dokler bom živel. Ko me objame, vsakič me zadane, problemi odletijo, v meni zagori. Ko me objame, vsakič me zadane, hormoni poletijo, telo mi ponori. Ona je kraljica, čista je resnica, da pomeni mi vse. Ona razred zase, punca prve klase, le za njo gori srce. Ona je kraljica, čista je resnica, da pomeni mi vse. Ona razred zase, punca prve klase, le za njo gori srce.
za njo zvezde nabiram, za njo diši moj parfum. Za njo se ne kontroliram, odklopi se glava, odklopi razum. Ko me objame, vsakič me zadane, problemi odletijo, v meni zagori. Ko me objame, vsakič me zadane, hormoni poletijo, telo mi ponori. Ona je kraljica, čista je resnica, da pomeni mi vse. Ona je razred zase, punca prve klase, le za njo gori srce. Ona je kraljica, čista je resnica, da pomeni mi vse. Ona je razred zase, punca prve klase, le za njo gori srce. Punca prve klase, le za njo gori srce. Kraljica zvite Feltne, ima vsak svojo kraljico? Ja, jaz jo imam, vem še za 2 od nas, da jo imata, tretji pa mislim, da je še nima. Aha, zato se vozi s svojim avtomobilom na nastope. Tako, ja, da preizkuša kraljice, bomo rekli temu. Imate svojo spletno stran in tudi potem prisotni na vseh družabnih omrežjih, YouTube, Instagram, Facebook, kot vidim. Ja, tako je, zdaj spletna stran je sicer še malo v izgradnji, ker jo malo posodabljamo in je trenutno precej podrta, ampak ja, na Instagramu in na Facebooku smo pa zelo prisotni in aktivni, tako da za vse poslušalce, ki bi radi kaj več zvedeli od nas, ki bi radi zvedeli, kje imamo nastope, lahko nas tudi kontaktirate, če vas kaj zanima. No, mi smo vedno odprti za vsaka vprašanja, radi se tudi kaj pogovorimo, radi odgovorimo na kakšno vaše vprašanje, tudi če je bolj hudomušno. Tako da nam le kaj napište, predvsem se mi zdi, da smo na Instagramu zdaj zadnje čase res aktivni, ker je rato med mladimi in tudi nasplošno nekako paradni konj pri teh socialnih omrežjih. Vam vzamejo družabna omrežja že več časa kot ustvarjanje? Verjetno, da smo zelo blizu. Ja, verjetno, da je že številka vsaj 1:1, če ni res celo več časa za družabna omrežja. Tako da glede tega se bo treba malo zamisliti. Blaž, koliko pa date na imidž oziroma celostno podobo? Damo veliko, ker se mi zdi, da to je le en pokazatelj, da je bend resen, da bend nekaj pomeni in da ima bend neko jasno vizijo, ne, in cilje. In prav zaradi tega sem zdaj tudi rekel, da ta spletna stran me zdaj malo bega, ne, ker ni taka, kot bi mogla biti trenutno. Ampak okej, mislim, trudimo se, da bi ostali taki, kot smo bili, torej še vedno eni normalni fantje praktično z vasi, ampak po drugi strani pa se trudimo tudi, da bi izpadli urbano, da bi izpadli cool za mlade in da bi nekako v tem smislu delali tudi naprej. Ker se mi zdi, da prav v tem stilu smo se najbolj našli in da s tem nismo nič zlagani. No. Predzadnja bo Zate. Ja, Zate je pa komad, ki ga je napisal Teo Čebron, je napisal glasbo, seveda besedilo spet Rok Lunaček. To je en tak tipičen reggaeton, ki zelo spominja na te moderne latinoameriške, ki je pa nekoliko bolj počasen in ima tako malo bolj globoko zgodbo. In zdaj najbolj zanimivo pri tem komadu je, da ko ga igramo v živo, ponovadi ljudje vedno pojejo refrene, ne. Ampak pri tem komadu pa je lik tisti umestni del med kitico in refrenom, bridge, rečemo glasbeniki, ne. Bridge najbolj zapali, ne vem zakaj, ampak vsi pojejo sam ta bridge in nekako je to zaradi tega fenomen. Medtem ko tole pesem pišem, luč gori pri tebi še. S tabo je, po tebi srajca še diši mi, on pa je v bližini, vem. Greje te, a sta srečna skupaj, ali prebolevaš le kot jaz.
Ali v njemu iščeš moj obraz? Meni se še vsako noč zgodi, da manjkaš mi ti. Zate bi svet prehodil, zate bi ponovil napake. Brez tebe je vse vino, voda. Zate bi hrup utišal, zate še v temi mižal, zate brez tebe zame ni izhoda. Zvita Feldna. Medtem ko tole pesem pišem, svoje solze brišem spet. S tabo je patetika me znova zgrabi in kot ponavadi sam kradem dan, a sta srečna skupaj. Ali prebolevaš le kot jaz? Ali v njemu iščeš moj obraz? Meni se še vsako noč zgodi, da manjkaš mi ti. Zate bi svet prehodil, zate bi ponovil napake. Brez tebe je vse vino, voda. Zate bi hrup utišal, zate še v temi mižal, zate brez tebe zame ni izhoda. Zvita Feldna. Ali prebolevaš le kot jaz? Ali v njemu iščeš moj obraz? Meni se še vsako noč zgodi, da manjkaš mi ti. Zate bi svet prehodil, zate bi ponovil napake. Brez tebe je vse vino, voda. Zate bi hrup utišal, zate še v temi mižal, zate brez tebe zame ni izhoda. Zate skupine Zvita Feldna. Blaž, za konec, kakšne izzive ste si zadali za zasedbe? Ja, izzivi so še naprej vztrajati tako, kot smo do zdaj, še naprej delati nove skladbe. Naš cilj je vsako leto izdati 2 do 3 sveži skladbi, ampak ne za vsako ceno. Morajo biti te skladbe nam všeč, morajo biti take, kot si mi želimo in ne nekaj sam, da bo. Zdaj, zagotovo cilj, kot sem že povedal, tudi je izdaja drugega albuma, vsaj do leta 2021, ko imamo 15. obletnico. To bo hitro. Ja, to bo zelo hitro, vem, se zavedam in se tega že kar malo bojim. In potem seveda za 15. obletnico bomo naredili sigurno kakšen velik dogodek pri nas na Primorskem. Mogoče tudi kje v Ljubljani, no, o tem še nismo kaj dosti razmišljali, ampak mislim, da bo treba kaj kmalu se tudi usesti in razmišljati o tem. Novo skladbo, ki bo vas zavrtela za konec, ste tudi predstavili v Ljubljani. Tako je, ja. Gin in Tonic. Gin in Tonic, zelo poleten komad s poletnim naslovom, z eno najbolj popularnih pijač trenutno, predvsem med mladimi. Kaj je to, gin ali tonik? Ja, zdaj ne vem, da ne bomo kaj potencirali, bom rekel, da sta kar obe. Jaz moram povedati, da sem po poklicu učitelj športne vzgoje in sem kar takoj dobil en par takih polem pod noge, ne? Kako si pa ti upaš pet gin in tonik, ampak se mi zdi, da vsaka stvar, če je v nekih zdravih mejah, da je še vedno normalna. Tako da ja, gin in tonik je komad, ki ima zelo velik potencial, da postane poletni hit slovenski. Ker praktično tednu dni je presegel 170,000 ogledov, v 3 dneh je bilo že preko 100,000, tako da to se ne zgodi vsak dan, no? In ko se kaj takega zgodi, potem veš, da ta stvar nekam pelje, ne? Seveda pa bo čas pokazal, kako ga bodo poslušalci sprejeli, ker v Sloveniji jaz vedno rečem, da povsod drugje po svetu postane hit že po enem tednu komad, ne? Ampak v Sloveniji je ta proces malo daljši, ne?
šele, ne vem, čez pol leta, čez leto dni so rezultati tega, kar si delal prej. Upam, da niste pri videospotu tudi tokrat kršili kakšnih pravil. Ja, tudi tokrat smo jih, ampak na srečo je šlo brez vsakešnih kazni. Namreč, če boste si poslušalci pogledali videospot, boste videli, da smo se tam vozili z enimi električnimi kolesi oziroma motorčki. In s tistimi motorčki smo se mi vozili kar po celi cesti, ne? Torej po celotni širini, en zraven drugega v štric. In za nami je nastala kolona, zdaj ne vem, težko reči, ampak 30 avtomobilov je bilo sigurno za nami in to v največji poletni sezoni. Snemali smo v italijanskem mestecu Lido di Jesolo in moram reči, da tudi publika in turisti so bili zelo navdušeni, ker kaj tazga še niso videli, ne? Tudi snemalec nas je snemal iz avta, torej iz prtljažnika in je bila kot ena atrakcija za vse, no. K sreči pa nas policija ni dobila. Sedaj, ko si omenil, da ste snemali v Italiji, bo tudi kakšna skladba v italijanščini? To pa ne, to pa sigurno ne. Ker si blizu meje, ste? Ja, smo blizu meje, res, ampak se držimo slovenskega jezika. Se mi zdi, da ni nič tazga, če mi na nastopih pojemo tudi italijanske skladbe, angleške, hrvaške, ne vem, tudi španske pojemo, ne, ki so zdaj moderne. Ampak pri tem ustvarjalnem delu, avtorskem, pa se je treba držati svojih korenin, je treba pokazati, kdo smo. Podpiram. No, super. Kot si omenil, Blaž, 2021 bo hitro, takrat bomo pričakali tudi drugi album, do takrat pa verjetno še kar nekaj singlov. Ja, jaz upam, da ja, če nam bo le zdravje služilo, potem bo sigurno, se bomo še kaj slišali, oziroma upam, da tudi videli s kakšnim novim izdelkom, tokrat upam, da tudi že v rokah. Bova pa za konec spustila tako poletno, čeprav poleti najbolj paše voda. Kot učitelj telovadbe bi to moral vedeti. Tako je, ja, ampak če se popije dovolj vode, je potem prostor še za en gin in tonik. No in gin in tonik bo tista, ki bova sedaj spustila v eter? Ja, upam, ne? Bova. Prihaja na naše frekvence. Blaž, hvala, da si bil gost na Radiu Prlek ter uspešno in čim bolj delal naprej. Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalcem, želim vam eno super poletje, predvsem brezskrbno, no, in dejte si nabrati moči za delo naprej in jaz upam, da vam bo gin in tonik všečno. Živijo. Zvitofeldna. Gin tonic. Zvitofeldna. Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo, druge nočem, hej. A čutiš isto, povej. Čilam v lokalu, sem bolj na easy in potem naenkrat srce v krizi, yeah. Oh yeah, ti zmedla si me. Zdaj nimam apetita, spim na obroke, sanjam le še tebe, najne otroke, yeah. Oh yeah, ti zmedla si me. 3 runde rabim, 3 runde da pozabim, ali pa da se navadim, da me boš medla naprej. 3 runde rabim, 3 runde da pozabim, 1000 promilov prosim, ker si najboljša od vseh. Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo, druge nočem, hej. A čutiš isto, povej. Gin in tonik da me dvigne, ko pogledaš me, zapre srce. A čutiš isto, povej. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Daleč od normale, ušla je pamet, sonce je pijano, pijano z mano, hej. Oh yeah, ti zmedla si me. 3 runde rabim, 3 runde da pozabim, ali pa da se navadim, da me boš medla naprej. 3 runde rabim, 3 runde da pozabim, 1000 promilov prosim, ker si najboljša od vseh. Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo, druge nočem, hej. A čutiš isto, povej. Gin in tonik da me dvigne, ko pogledaš me, zapre srce. A čutiš isto, povej. Gin in tonik
tonik zgledom, hočem tebe celo, druge nočem, hej. A čutiš isto, povej. Gin in tonik, da me dvigne, ko pogledaš me, zapre srce. A čutiš isto, povej. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Sem Blaž iz skupine Zvita Feltna, vi pa poslušate Radio Prlek.